pogledamo, v bistvu kakšna je bila zgodovina tele zime. Različni sloji pomenijo, da je sneg padel v različnih snežnih padavinah, ali ga je nanosil veter, ali ga je nanosil plaz. In to se že vse lahko lepo vidi, tudi če majčkam stran stopimo, tudi po barvi. Ampak lahko so pa barve znotraj snežne odeje pač zelo očitne, ali je tukaj kakšen puščavski pesek vmes. Če je več vlage noter, so barve bolj take sivkaste. Se pravi, že na prvi pogled lahko določimo, koliko je plasti. Trdoto preizkušamo z roko, se pravi, če je sneg mehek, gre lahko noter cela pest, potem nadaljujemo s 4 prsti, en prst, svinčnik, nož oziroma potem imamo že led. Če so razlike znotraj med posameznimi plastemi, tako za 2 stopnje ali pa več, je že to en tak dober pokazatelj, da je pač povezanost med posameznimi plastemi slabša. Lahko pogledamo tudi, kakšna je temperatura znotraj snežne odeje. Običajno je bliže, ko smo tlem, temperatura bližje 0 stopinj, lahko pa znotraj snežne odeje tudi niha. Zakaj merimo temperature? Zato, ker je to v bistvu en tak dober pokazatelj za nastanek globinskega sreža, taki robati kristalčki oziroma plovni sneg, in to je tak očiten pokazatelj take kritične plasti. Preizkusimo, kakšno silo bomo mi zdaj rabili uporabiti, da se nam bo ta blok sprožil. Na blok položimo lopato in začnemo z obremenjevanjem tega bloka, najprej z 10 udarci z zapestja, nadaljujemo z 10 udarci z komolca in potem 10 udarci s celo roko. Če se nam sproži pod 13 udarcev, je zadeva zelo nestabilna, če je med 13 pa 18, je že bolj stabilna. In potem višji, ko je že boljša. Če nismo sigurni, naredimo zraven še en preizkus in če se nam rezultati ponavljajo, se bomo tudi lažje odločali, ali bomo napredovali v isti smeri, kamor smo mislili, ali bomo mogoče spremenili naše načrte ali pa obrnili in šli v dolino.